Draga Nikič, brez vsakega dvoma. Že pred enim mesecem sva hodila tu skupaj, vse počasneje proti najni klopi. Skupaj, jaz in ona. Sedaj pa sam. No, pravzaprav skupaj z njeno zlato skrinjico pod roko. Odločil sem se, da gre skupaj z njo in ostane čisto za zmeraj v Ljubljani, ljubljeni. Vem, da zlata skrinjica ni zares iz zlata. Spominjam se pa tudi, koga sem in kako ljubil v tem mestu. Zdi se mi, da je življenje tako hotelo in sem se na študij odpravil ravno tja. Ko sem odhajal od doma, so vsi bili zelo učeni, polni zelo koristnih nasvetov. Tako oče, ki mi je rekel, da nikakor ne tlačim prstov v elektriko in politiko. Ljubezen se je zgodila sunkovito in hitro, kot na potovanju, menda zato, da še enkrat dokončno dokaže, da ne potrebuje veliko. Malo časa in nekaj prostora. Prostor samo zato, da bi bila zadeva realna. Drugače je le del sanj in misli. A čas za razne nežnosti in gledanje v oči. Ja, to gledanje v oči, v nepopolnost drugega, to je glavno. Upaš samo, da tudi druga oseba to razume na podoben način. Komaj sem jo spoznal, pa sem se že bil zaljubil kot teleban. Ni čudno, da sem hitro prišel v stanje, ko je sreča druge osebe pomembnejša od lastne. Vse, kar sem počel, o čemer sem sanjal in pel, je vsebovalo njo. Kot kruh vsebuje vse iz zrn žita. In ničesar nisem potreboval v zameno. Na moje negotove izjave nežnosti, ki sem jih za vsak slučaj preoblačil v dvoumje, je ona z večjim smehom odgovarjala, da čisto vse razume. Da ona ve, ko ji rečem, da mi je tudi ona kot Ljubljana, ljubljena. Točno ve, za katero zvrst pomote gre. Še sedaj cepetavo porivam ključek v zlato skrinjico. Redno sva si kljub pogostim srečanjem tudi pisala. Vznemirjen, kot pri prvih ljubezenskih izjavah trepetam pri odpiranju, ko na vrhu zagledam prav to pismo. Moja ljubljena, vem, da misliš, da te hecam, kot ti tako pravim, zaradi Ljubljane. Pa vendar, ali sploh dojemaš, na kakšnih mukah sem, ko poskušam o tem pisati? Verjemi mi, 1000-krat sem se že spraševal, ali te zares želim dovolj, ali se ti zjutraj približujem dovolj nežno na prstih rose, ali te znam ravno prav stisniti v kot brez izhoda, če bi krenila v neurje, ali ti neopazno kuštram lase in pletem iz njih vrvi hotenja, da bi te kot v resnici zavedno privile k meni. Ali znam okrasti tvoje nevihte v svoja jadra, njih srd preobrniti v smeh? Ali je možno, da je bilo to pismo polno dvomov najbolj všeč? Ali mi je s tem nekaj hotela povedati? Ali
Ali je sploh možno, da je prav moj dvom povedal več? Ali me je zares ravno na koncu še enkrat morala prehiteti, v mojih dvomih pustiti dvom?